Drage občanke, spoštovani občani, javljam se vam po seji štaba civilne zaščite v Kranjski Gori na dan 16. marca. Danes smo že dopoldan aktivirali koordinacijsko skupino na občini za sodelovanje in koordinacijo med občino Kranjska Gora in štabom civilne zaščite. Civilna zaščita Kranjska Gora je aktivirana že od prvega dneva same razglasitve epidemije oziroma zaprtja same meje oziroma kontrole na mejnem prehodu Rateče. Od petka že v bistvu smo spremljali dogajanja in tudi že apelirali na ljudi, na samo v bistvu na nosilce podjetnike, na nosilce dejavnosti, da naj se pač obnašajo samozaščitno in tudi tukaj na tem mestu se zahvaljujem vsem gostincem, lastnikom trgovin, lastnikom malih obratovalnic, ki so sprejeli naš apel o v bistvu zaustavitvi delovnega procesa oziroma zaprtju lokalov. S tem so pokazali še, kako zelo jim je mar za soljudi, za svoje zaposlene in za občane Kranjske Gore. Ta apel smo občina dali samoiniciativno, je pa, hvala Bogu, na današnji dan se tudi sprožil oziroma je na moč stopil sam poziv oziroma odredba vlade o zaprtju vseh obratovalnic, lokalov in vse dejavnosti, ki ni povezana z prehrano oziroma z nujnim življenjem v Republiki Sloveniji. Predvsem bi pa rad na vas, občane in občanke naše občine, naslov apel oziroma bi vas prosil, da se v teh težkih dneh, ko je cela Evropa, naša sosednja Italija in seveda Slovenija prizadeta z koronavirusom in ko imamo razglašeno epidemijo, da se zaradi naših sosedov, naših ogroženih starejših skupin, seveda tudi obolelih, resnično držimo navodil, ki nam jih podaja Vlada Republike Slovenije in tudi poveljstvo civilne zaščite, regijsko poveljstvo civilne zaščite in ne nazadnje naš občinski štab civilne zaščite. Mi vas bomo sproti informirali preko naših vseh kanalov. Lahko si boste ogledali vse novosti, ki se dogajajo v Kranjski Gori na področju občine Kranjska Gora. Na ta današnji dan smo dobili informacijo, da v sami občini Kranjska Gora še nimamo okuženih, vsekakor pa to ne bo zdržalo verjetno ob takem porastu števila okuženih, da tudi v naše kraje prej ko slej lahko pride do prvih informacij o okuženih, o ljudeh, ki so bili v stiku, ampak ne nazadnje prevzete so nove mere, se pravi Vlada Republike Slovenije, Urad Republike Slovenije za javno zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje je prevzel nove mere in v bistvu, če ljudje nimajo hudih znakov zapletov, se samo s samoizolacijo pač začnejo zdraviti in niti testiranj več v tem prvem koraku ne izvajajo, tako da vkolikor pa pridejo večji zapleti, pa seveda se oglasite pri zdravniku oziroma se najavite na teh punktih, ki so določeni, vse imate na spletnih straneh, v objavah bolnišnic in povsod, tako da ni problem dobiti ta vhodna mesta. Na Jesenicah je za občino Kranjska Gora, tako da obveščali vas bomo pa od vseh nadaljnjih korakov. Koordinacija med štabom civilne zaščite in občino Kranjska Gora
bo stekla nemotoma in tudi PR služba bo poskrbela, da bo vsaka nova informacija, vsak nov podatek, ki vas zanima, takoj objavljen. Pozivam še enkrat, da zadeva ni kritična, da pretirane panike ni treba naganjati, da bomo tudi to skupaj z dobro voljo premagali, da bo nekaj seveda tudi gospodarske škode, ki jo bomo poskušali tudi strani občine, kot z apelom na državo skupaj z sosednjimi župani tudi čim bolj eliminirati oziroma jo ublažiti. Tukaj smo se že sestali na nivoju Julijskih Alp, kjer imamo vsi župani podobne probleme, se pravi odpovedi, se pravi sezone gostov ne bo, s tem povezane terciarne dejavnosti bodo trpele in verjetno bo izpada na gospodarskem področju ogromno. Tukaj tudi kot župan občine Kranjska Gora vam moram povedati, da bomo mogli tudi gospodarsko dejavnost občine, se pravi odhodkovno stran prilagoditi sami dohodkovni, ki bo letos verjetno veliko slabša kot prejšnja leta, ampak ne glede na to, moja naloga je, da držim občino na balansu, se pravi, da gledam, da se ne občina ne prezadolži oziroma da se ne s svojimi izdatki ne preves proti desni in jaz verjamem, da bomo to tudi uspeli. Zdaj pa na koncu naj vam pa samo še zaželim veliko zdravja, pa seveda, da se držite navodil, ki jih bomo vam dajali tako občinski štab, kot sem že povedal, Vlada Republike Slovenije, seveda Nacionalni inštitut za javno zdravje prek medijev, televizije, drugih medijev, pa seveda tudi vseh drugih inštitucij, ki bodo pristojne za reševanje tega problema. Še enkrat, ostanimo zdravi. Štab civilne zaščite občine Kranjska Gora se je sestal v razširjeni sestavi. Na štab civilne zaščite so bili povabljeni predstavniki zdravstva, policije, Rdečega križa in pa seveda vsi člani tega štaba. Vsaka služba je podala svoj poročil oziroma svoje predloge in pa ukrepe, ki jih je do sedaj zavzela. Predstavnik zdravstva nam je povedal, kako se lahko občani najbolj zaščitijo, tako da se samozaščitniško obnašajo. Štab je sprejel ukrepe, da se ne bo sestajal več v širši sestavi zaradi varnosti. Določili smo operativni del štaba, v katerem so nujno potrebne službe za delovanje občine. Na občini pa je bil zjutraj koordinacijski sestanek, kjer je bila določena koordinacijska skupina za reševanje nujnih primerov obolelih v naši občini. Koordinacijska skupina je v stalni povezavi s štabom in bomo skupaj določali ukrepe, ki bodo nadaljnje potrebni. Za vse informacije, katere občani želijo oziroma za vse nadaljne ukrepe, ki jih bo občina in štab civilne zaščite zavzel, dobijo na internetni strani občine, v lokalnih medijih in pa na Facebooku, Twitterju in pa ostalih družabnih medijih. Spremljajo naj to dnevno, posodabljala se bo tako stran kot vse ostalo. Občani bodo seznanjeni z vsemi predlogi, vsemi ukrepi, ki jih bo štab zavzel v nadaljnje, tako da spremljajte in boste na tekočem. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Na seji štaba civilne zaščite smo se tudi pogovarjali o samozaščiti ljudi, kajti najlažje sami določene stvari preprečimo. In sicer tako, da si vsaj 20 sekund umivamo roke, lahko tudi z milom. Če mila ni, je dosti, da se pač z vodo, po uporabi stranišča in pa podobno. Da se ne probamo nekako, ne dotikamo v večjih recimo trgovinah in podobno, košarice ali pa karkoli, ali pa da košarico primemo z rokavicami in podobno. Vse ostalo nekako
da se ne družimo v večjih skupinah, če ni to potrebno, in v bistvu delujemo večinoma samozaščitniško.